Lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu videa, v katerem vam bomo predstavili dober primer kariernega razvoja, ki ga danes smatramo kot veliki in pomemben izziv vsakega posameznika. Lepo pozdravljen tudi našega sogovornika, gospoda Jožeta Senegačnika, ki bo z nami delil svojo osebno izkušnjo in nam predstavil svoj zelo zanimiv potek vodenja in pa razvoja njegove karierne poti. Kaj je kariera? Pojmovanje kariere se v današnjem času, to je v času hitrih ekonomskih in družbenih sprememb, bistveno razlikuje od tradicionalnega pojmovanja kariere, ki ga poznamo iz preteklosti. Nekoč se je kariero smatralo kot napredovanje z nižjega položaja na višje v okviru neke organizacije oziroma podjetja. Napredovanje je lahko potekalo vertikalno, torej iz nižjega na višji položaj ali delovno mesto v okviru ene organizacije ali podjetja. Karierna rast pa je lahko potekala tudi horizontalno, torej da si z delovnimi izkušnjami postajal vedno večji strokovnjak na svojem področju. Tudi ta razvoj je bil običajno vezan le na eno organizacijo, v kateri si se zaposlil. Danes pa kariera vedno bolj predstavlja posameznikovo celotno življenjsko pot in ne le pot na področju dela. Kariera označuje posameznikovo dinamično in fleksibilno napredovanje, premikanje v različne smeri, ki je odvisna predvsem od sprememb v okolju. Kariero lahko opišemo kot skupek delovnih izkušenj, ki usmerjajo človekovo življenje. Delovna pot ni le poklicna, ampak tudi življenjska, oziroma še več, vseživljenjska. Kariera tako označuje zaporedje ne le tistih del, ki jih posameznik opravlja v sklopu svojega poklica, ampak nasploh vseh del, ki jih opravi v svojem življenju. Pri karieri gre torej za različne dejavnosti, ki vplivajo na smer, intenziteto in hitrost osebnega razvoja. Razvoj kariere je izziv, s katerim se v današnjem času sooča prav vsak izmed nas. Kariera se ustvari, ne zgodi. Da je kariera resnično dejaven in spreminjajoč proces, odvisen od posameznika in je skupek formalnih in neformalnih oblik učenja, izobrazbe, zaposlitve, pa tudi neformalnih oblik dela bomo skušali ponazoriti v tem videu. Razvoj kariere bomo osvetlili z vidika osebne izkušnje našega sogovornika, gospoda Jožeta Senegačnika, ki se je odločil spremeniti svojo karierno pot in k temu tudi aktivno pristopil. Skozi pogovor vam bova predstavila izzive, spremembe, premike in odločitve, ki jih je gospod Jože doživel oziroma naredil na svoji karierni poti. Za lažje spremljanje tega pogovora pa naj vam na kratko predstavim našega gosta, predvsem z vidika njegovega kariernega razvoja. Jože Senegačnik prihaja iz okolice Ljubljane in je star 64 let. Po izobrazbi je diplomirani pravnik. Po končanem študiju na pravni fakulteti je vpisal še magisterij na ljubljanski ekonomski fakulteti. A svojo poklicno pot je po končanem študiju nadaljeval v popolnoma drugi smeri. Pred dobrimi 32 leti je začel kariero na področju računalništva. Specializiral se je za relacijsko bazo Oracle in na tem področju naredil svetovno kariero. Pred dobrimi 10 leti je ustanovil svoje podjetje, ki še danes uspešno deluje. Kot predavatelj se je udeležil že več kot 200 konferenc po vsem svetu, v zadnjih letih pa je moral zaradi časovne stiske že zavračati ponudbe za predavanja. Zaradi vseh teh aktivnosti je postal tudi član elitnega kluba Oak Table, ki ga sestavljajo največji svetovni strokovnjaki z tega področja. V Sloveniji mu že vrsto let priznavajo vodilno mesto na področju Oracla. Vezana na poklic pa je tudi Jožetova pilotska kariera. Izpit za pilota je naredil pred 12 leti. Pridobljeno kompetenco oziroma znanje pilotiranja je tako pametno združil s poklicno potjo, saj se je lahko na številne mednarodne konference odpeljal kar sam s svojim lastnim letalom. Še danes je angažiran v procesu izobraževanja športnih in komercialnih pilotov. Med drugim v letalski šoli predava področje meteorologije. Trenutno je že 2 leti polovično upokojen
a preprosto še ne more nehati delati. Na eni strani verjetno zato, ker mu stranke ne dovolijo, na drugi strani pa verjetno tudi zato, ker rad počne tisto, kar počne, dela. To je verjetno tudi eden izmed razlogov, da je še vedno tako zelo aktiven. Dobršen del svojega prostega časa pa zadnjih par let posveča še peki kruha z naravnim kvasom oziroma kislim kvasom in tudi njegovo pisarno prav zdaj prežema omamen vonj po sveže pečenem hlebcu kruha. Svoj hobi je izpilil do takšne mere, da sam vodi uspešne delavnice in webinarje, kjer tečajnikom predaja svoje znanje o peki kruha s kislim nastavkom. Prenašanje znanja na mlajše rodove in obenem ohranjanje slovenske tradicije, kulture in starih običajev mu je v posebno zadovoljstvo. S svojimi raznovrstnimi kruhi in drugimi pekovskimi izdelki pa že pobira številne nagrade in priznanja na državnih tekmovanjih. No, Jože, lepo pozdravljeni. Živjo. Ste torej primer nekoga, ki je na področju, ki ga je zanimalo, torej na področju računalništva, enostavno začel delati, se s tem ukvarjati, postali ste v tem uspešni in na podlagi tega tudi v bistvu zgradili svojo karierno pot. Kljub temu, da je torej vaša formalna izobrazba pravnik, ne? Za začetek me zanima, kaj v bistvu vas je v času otroških let, pa mogoče mladostništva najbolj zanimalo, kaj ste počeli takrat v teh letih? Zanimivo, ja. Dobro vprašanje. Ko sem bil mlad, me je, pa še danes v bistvu, računalništvo je povezano z elektroniko. In v bistvu je bila elektronika tista stvar, ki me je zanimala. Jaz, ko sem bil star 15 let, drugi gimnaziji, sem si naredil svoje prve telekomande oziroma za vodenje modelov, radijsko vodenje modelov, sem sam zlotil. Skratka, to je bilo tisto samouštvo doma, kot samouk, pač nekaj narediti. Potem sem se vpisal po gimnaziji celo na elektrofakulteto, ampak ker smo imeli na gimnaziji nobenega tehničnega, bi rekel, risanja, ali pa zelo malo, in je bil to tehnično risanje na fakulteti, je bilo zame kamen spotika. V bistvu mi je vzelo voljo, jaz nisem bil takrat sposoben 6 ur sedeti za enim A4 listom, takrat so ravno rotringi začeli prihajati ven, risali smo še s peresi, ker smo jim debelino štelali, pa je bilo treba pač narisati tiste črte in to je bila katastrofa. Skratka, jaz sem obupal in sem se zaposlil. Potem sem prišel pač v službo v okolje, kjer se je dalo študirati samo ekonomijo ali pa pravne smeri, se pravi pravno šolo ali pa pravno fakulteto. Tako sem prišel pravzaprav do prava, oziroma najprej višje upravne šole, kasneje potem sem se vpisal še na pravno fakulteto, kot sem tam diplomiral, sem se vpisal prvi na magisterij na pravni fakulteti, preden sem zares naredil poklicni salto mortale, zdaj bi rekel politični salto, tudi s politiko bi rekel to povezano, zaradi tega, ker mene v pripravu sem pač želel postati odvetnik, motilo me je, da je ta zadeva pač tako, kot danes gledamo, se odvetniki trudijo, sicer po eni strani je naloga, da ima vsak pošteno sojenje, po drugi strani pa vemo, da izkoriščajo vse procesne stvari, ne samo, da nekdo ne bi bil obsojen, danes so zelo moderne za to, da stvari zastarajo in da se taki, za katere vemo, da imajo kaj masla na glavi, lepo zmuznejo. Mene to silno motili in v tistem trenutku pravzaprav se mi je pokazala možnost, da bi začel delati profesionalno na področju računalništva. Jaz sem doma, ko sem bil še kot pravnik zaposlen, sem že imel prvega PC-ja, prvi računalnik, to je bilo leto 86, ko so bili to, bi rekel, še nezaslišane stvari, takrat so jih komi v firmah, ki je kaj še ga imela. Mene je ta zadeva pritegnila, pač tisto žilca, elektronika in tako naprej. Predvsem me pa, bi rekel, nagovorilo to, pri računalniku je tako, 99% ti ne znaš, 1% pa računalnik neče, če karikirano povem. Se pravi, vse je odvisno od tebe, pripravo je pa tako, nekdo bo lagal, priča bo lagala, pa ne bo nekdo komu prid, pa tako naprej. Ti se lahko trudiš, ampak nikoli tisti zid ni tisto, kar bi si ti želel.
Zato sem v bistvu potem zagrabil Ja. to priliko in se pač prelevil v računalničarja. Imel sem sicer že kar 2 leti prakse, pisal sem programe uspešno že takrat. Zadeva je bila v bistvu, bi rekel, tako mene pritegnilo to, ker je logika, razmišljanja, kaj narediti, kako dobro narediti, da bodo stvari dobro delale, da bodo stvari hitro delale. Vse je na tebi. Ni nekaj, kar bi lahko bilo izven tebe. Se pravi, po eni strani znanja, če hočeš neke algoritme uporabiti, ki so znani, po drugi strani pa tvoja zamisel, kako narediti arhitekturo nekega programa, neke aplikacije, ki bojo ljudje zelo pač kasneje delali. To sem videl, da je šlo zelo dobro. Pa je pri tem imel kakšno pomembno vlogo kdo iz vaše družine, se pravi te primarne družine, ali je imel kakšen mogoče kolega, ker takrat vem, da računalništvo v bistvu v Ljubljani se študira, če nekako, mislim, da celo ni dal, oziroma fakultete še ni bilo. Ste se kaj povezali? Kolega je bil kriv za to, da sem dobil priliko, da se zaposlim. Srečala sva se, poznala sva se in je rekel prav, pri nas rabimo enega, ki bi te pa te stvari delal. In potem sem se pač oglasil in smo se zmenili za službo, pač tisti skradovski razgovor bi rekel, ali pa kakor skratka nekaj takega sem opravil. In zadeva je pač, potem sem pač začel tam delati in se učiti. In takrat je bila tudi, potem se je v bistvu ta moja poklicna ljubezen z relacijsko bazo Oracle začela. Kmalu po približno parih mesecih sem šel na prvi tečaj, ki je bil eden od zelo redkih, ker kasneje sem potem vedno to sam študiral. In pač spoznal to, videl velike potenciale, v resnici takrat zadeva je bila precej še v povojih, se pravi, ni bila še taka, da bi lahko, bi rekel, tako kot je danes, so potem pač tudi oni morali cel kup stvari razviti. Po drugi strani tudi računalniki takrat so bili slabi, počasni. Če se spomnite, danes je vsak telefon, super računalnik napram tistim velikim kompjuterjem, ki so jih takrat v tistem času imeli, taki veliki računski centri. Tako da pač vse to je pogojevalo potem pač naprej, da sem začel delati in da se seveda potem tudi na tem področju začel razvijati stvari. Moto moj je bil vedno, da ne morem delati, če ne razumem. Se pravi, če hočem nekaj dobro narediti, moram razumeti. Moram razumeti mehanizme, ki so vzadi, ne sprejeti nekaj, da je črna škatlica, tam not pošljem nekaj, dobim pa nekaj ven. In pa če ne dobim ven, kaj pa zdaj? Mislim, skratka, moram zastopiti, kako ta črna škatlica dela. In to je bilo tisto pravzaprav bistveno, kar je po mojem mnenju, vsaj osebno, bilo tako, bi rekel, ta prav stimulans za to, da sem bil uspešen, ker sem znal reševati probleme, ker sem vedel, kako stvari delajo in znal tudi potem to izkoristiti. Tako kot dober zdravnik, ki zna ugotoviti prvič diagnozo, potem pa tudi zna povedati, kakšno zdravilo, pa včasih tudi izumiti kakšno, bi rekel, mogoče rahlo nekonvencionalno pot, vemo, da medicina vedno tudi raste, pa se razvija, kako nekaj pozdraviti na nov način, pa bolj uspešno seveda. Za naše gledalce še kakšna je bila vaša formalna oblika zaposlitve, kako je šlo podjetje, samozaposleni, zaposleni v drugem? Pristop v kariero v informacijskih tehnologijah pa računalništvu, kakorkoli bi zdaj temu rekla, je bilo formalno, takrat sem se zaposlil na mestnem komiteju za urbanizem v mestu Ljubljana. Potem sem leta 1992 odšel, ker so me povabili v firmo, ki je bila blazno, bi rekel, tako nekako napredna, skratka špica v tem informacijskih tehnologij v Sloveniji. No in potem se je izkazalo, da pravzaprav nisem bil zaposlen, ampak so rekli, veš kaj, ti boš pa, mislim, bi bil imel status zasebnega raziskovalca. No in potem sem pač ta status dobil in sem bil kot zunanji potem za to firmo delal vrsto let. In seveda potem so se, bi rekel tako, je država tudi začela komplicirati stvari, kar se tiče potrjevanja statusa zasebnega raziskovalca. Treba je objavljati znanstvene članke, imeti predavanja, zato sem tudi veliko po konferencah hodil. In so v bistvu to so bile stvari, ki jih je bilo treba pač potem poročati, zato da sem ta status obdržal.
No, potem pri ženi se je začela v bistvu malo težava z službo, ne, in potem sem kot zasebni raziskovalec žene preprosto nisem mogel zaposliti. Manjkalo je še zelo malo do penzije, ne, in je bila potem praktično edina varianta, da pač ustanovim firmo in da jo ženo pač zaposlim in jo pripeljem varno do penziona. Po drugi strani pa pač tudi meni je bilo zares vseeno, ali delam tako ali drugače. V bistvu sem potem spremenil pač veliko iz zasebnega raziskovalca, sem pač bil ena osebna delovna DOO, in pač zadeva je bila, spet prilagoditi se je bilo treba tisti trenutni karieri. Delal sem pa isto, saj ni bilo nobene bistvene razlike, še vedno so iste stranke, vse isto sem delal, ampak pač človek mora včasih tudi ti formalizme znati pošlihtati. So vam doma pustili te prosto pot, oziroma pustili? Kakšen je bil odziv mogoče staršev? Ali so pričakovali, da bo šlo res v smer prava ali pa v neke določene? Noben se ni pravzaprav kaj dosti sekiral, važno je, da smo imeli službo, mi smo tako takrat gledali bolj to, takrat ni bila sicer tako težko za službe kot danes, je bilo lažje priti do službe. Bili smo še v času socializma, če rečem to. Potem zares nihče, tudi žena ni, bi rekel, komplicirala, ne vem zakaj bi sicer ne. Videla je, da pač me to področje pritegnilo, zasvojilo, če bi rekel v narekovajih, in da sem se pač z vsemi silami vrgel in bil tudi uspešen. Zdaj, če ne bi bil uspešen, bi verjetno rekel, to pa mogoče ni zame. Ampak ko človek doživlja uspehe, ko mu dajo drugi potrditve, ko rečejo, to je pa super, dobro ste naredili, ko sem začel popravljati stvari za drugimi, ki so jih slabo naredili. Ljudje, ki so, sicer niso bili ravno računalničarji, ampak so imeli veliko bližje izobrazbo temu, kar bi bilo treba imeti. Potem sem ugotovil, da verjetno mi pa res to stvar leži. In če človeku nekaj leži, je to tisti najlepši in najboljši stimulans. Prvič delaš z veseljem, uživaš, niti težko, sprejemaš z lahkoto vse izzive, večji kot je izziv, mogoče v večje zadovoljstvo ti je večje, bi rekel, zdaj v narekovajih adrenalina. Tudi včasih je to lahko izziv, ki traja zelo dolgo časa, ampak ni tako, da rešiš v eni uri. Meni je še danes največji izziv, če me pokličejo na eno banko, kjer imajo težave in pridem in ne rešim stvari. To je tisto sladko. Do zdaj sem še vedno bil uspešen, lahko se bo kdaj zgodilo, da ne bom uspešen, takrat bom mogel začeti razmišljati, da zdaj pa res je čas, skrajni čas, da grem čisto v penzion. Kako ste pa najbolj te krizne situacije se prav reševali? Recimo, kako pač vodiš, krmariš, kakor se da, ampak na osebnem nivoju verjetno pride kdaj do kakih težjih odločitev, ali iti v nekaj, ali ne iti v nekaj, kako se na takšni točki najbolj odločiti ali sprejeti neko tveganje mogoče. Kako ste vi s tem? Jaz nisem nikoli imel v bistvu nekih takih resnih preizkušenj. Še najhujše je bilo pravzaprav to, da je včasih ta poklic zahteval, poklic ali pa služba, smo pač imeli kakšne projekte, ki jih je bilo treba dokončati. Kjer je bilo recimo, konec leta je bil rok in se je bilo treba potruditi. Zgodilo se je, da sem spal v službi. Ker smo pač delali cele dneve in nisem uspel niti do doma prijeti, ampak sem enostavno zakinkal tam v službi za tiste 2-3 ure in potem delal naprej. Družina je bila v bistvu prikrajšana. To je bilo tisto krizno, bi rekel, krizno. Lahko bi postala veliko večja kriza, kot pa recimo pač vse. Zadeva se konča, stvari se normalizirajo, projekt se je končal in potem smo delali spet normalno naprej. Pač take stvari, ostalo bi rekel tako, če bi moral iti v tujino delati, recimo, to bi bila verjetno velika preizkušnja. So tudi bile take ponudbe, ki so v bistvu, ki smo predebatirali, nekako smo se ugotovili, da to ne bi bilo v redu, da boš, da nas domača vrata tepejo po nogah oziroma po petah, kot pa tuja, ker je
pa je bila prilika, recimo Nova Zelandija, pa tako naprej, ne, Avstralija. Ampak to so bile samo tako, neke obdobja, ne, ko pride neki preleti, kjer je bilo mamljivo seveda bistveno več denarja, ne. Bilo je z mojega področja, kar je bilo spet seveda zanimivo, ne, ampak potem otroci, familija, vsi skupaj bi mogli gledati in to sigurno ni bilo, ne. Zdaj, da bi šel pa sam, ni govora, ne. Ni govor. Pa ste mogli veliko, verjetno tudi svojega interesa dati v ta nadaljna izobraževanja, glede na to, da ste bili kot samouk, ne, in potem razne certifikate in dodatna izpopolnjevalna izobraževanja. To ste verjetno vse morali nekako samoiniciativno, oziroma ko je to zahtevalo, da ste se pa sami lotili. Nažalost, mislim, noben poklic ni tak, tudi če na faks narediš, ne, spat na lovorikah. To danes gre vse naprej, ne. Vsa znanja vedno se menja, ne, recimo nekaj, sploh pa računalništvo je ena od takih stvari, ki blazno napreduje. Ne. Se pravi, treba se stalno učiti. Ne. Zdaj, če imaš interes, ne, se sproti, ne, imaš izziv, ne, in zdaj za ta izziv ponavadi je pač fino, imaš veliko predznanja, ampak mogoče za določen izziv je treba pač naštudirati še nekaj. Ne? In v bistvu so to stvari, kjer, bom rekel, zidaš ta mozaik svojega znanja. Ne? Tako ali tako smo vedno na koncu omejeni s tisto naše znanje napram, bi rekel, tistmu, kar bi mi radi vedeli, ne? Je mehno, ne? Tako kot je scijo, ni scijo, vem, da nič ne vem, na koncu rečeš, ne? Ampak če je človek poštena, ne? Nikoli ne moreš vsega vedeti. Ni človeka, ki bi znal na vsako stvar odgovoriti. Preprosto je treba to priznati, ne znati. Ni strokovnjaka, ki bi bil univerzalen za čisto za vsa vprašanja, za vsa področja. Ne. Treba se učiti, ne. Stalno. Zdaj, jasno, če je izziv, ne, ga je treba sprejeti, rokavico, ki ti vržejo, pa če je treba pobrati, se naučiti, iti na izpit, pač dobiti certifikat in to je to. Ne. Tle verjetno ni, bi rekel, kakšnih velikih izgovor, če je treba, ne. Jaz sem imel srečo, da mogoče v teh stvari zelo malo v mojem poklicu, da sem se moral na nek formalno izpit prijaviti in tako naprej. Veliko več sem imel tistih stvari, kjer se je bilo treba naučiti, bi rekel, zato, da sem jaz znal delati svoje delo. Da sem svoje delo dobro opravil. In to sem se učil skozi prakso. Pač primer, analizirati, sklepati, kaj je narobe, najdete rešitev, ne. In zdaj, več kot takih stvari narediš, ne, uspešno rešiš, več ljudi potem, bom rekel, ti prizna zdaj, ne, nekako, bi rekel, to svojo suverenost, svoje znanje, ne, in te seveda potem se ta, bi rekel, kroži okoli, ne, dober glas o tebi, ne, ki se je že lahko tudi v 9. vas, ne, pa v tujino, ne, če je 9. vas v tem primeru tujina, ne, in potem pač ta kariera raste, ne, več je, ko je primerov takih, ne, različnih, več imaš prilike, da bomo rekel, nekaj na novega naštudiraš. Ne. Problem je v tem, ne, dokler delaš samo v svojem vrtičku, ne, pa ne pogledaš nikoli čez ograjo, poznaš svoj vrtiček v nulo, ne, ampak v sosednjem vrtičku so čisto drugi problemi. Ne. In zdaj to je v bistvu tista prilika, ker jaz sem pač imel srečo, da sem reševal probleme in da sem me ljudje klicala. Ne. In so rekli, prijete k nam, prijete, imamo ta problem, v tujino, imamo problem, bi prišel, bi rešil. Ne. Se pravi, mreženje je tle ena taka tudi zelo ključna zadeva, ko tudi vam ne dela lih največjih težav, pa ker vas je verjetno tudi pripeljalo do tega, da potem s tem mreženjem tudi v predavateljske vode, ne, in potem, ali da ste začeli? No, predavati sem začel v bistvu, bi rekel, če gre zdaj na predavanja, ne, jaz sem začel že, ko še nisem bil mednarodno, ne, mednarodno sem se enkrat za hec prijavil, ne, v Ameriko in so sprejeli predavanje, ne, in jaz sem imel, oziroma začelo se je tako, da sem pravzaprav prijavil se prvič na Dunaju, ko je bila ena Oracle konferenca na Dunaju in sem tam prvo predavanje imel, ne, mene je bilo tako strah takrat, ne, ko sem pač moral prvič v angleščini predavati, ne, da ko sem stopil za tisto odrček, ne, gor na govornico, kako bi se temu že reklo, ne, so se noge tresle, ne, jaz sem jih mogel zahaklati, ne, da so se, mislim, prav, da so se kolena umirila in da sem v krču, ampak dobesedno v krču predaval, ne.
Pač jezik je bil ovira. Jaz sem imel takrat, mislim, angleščine, pač smo se učili, ne, to, kot smo se učili, pač tisto izobrazbo, ampak praksa, ne, prakse ni bilo in to je bilo treba se naučiti. In jaz sem imel tisto težavo, da sem stvari, tekste prevajal iz slovenščine v glavi v angleščino, ne. Meni je bilo najbolj grozno to, da bom začel stavek, ki ga ne bom znal nikoli do konca prevesti, ne. In se je verjetno kdaj tudi to zgodilo, ne, ampak potem, ko praksa pride, ne, sem v bistvu vedno bolj suvereno predaval, ne, potem pač v Ameriko, potem so se začele, ne, vsebina predavanja je bila super, ne, tam pač sem predaval tisto, kar sem poznal, ne. Zdaj, komunikacija, ne, podajanje tega kot, bi rekel, foreign language speakera, ne, mislim, skratka, ki nisem bil native speakera, ne, nisem bil Angleš ali pa Amerikanca, ne, je bilo to vedno pač težava in malo so ljudje od začetka pojamrali, ne, pa sem v svojih teh, bi rekel, ocenah, ki sem jih dobil nazaj, ne, so mi pač rekli, ja, lej, jezik je bil pa tako, ampak vsebina super, ne, vse je bilo v redu, sam jezik je bil zmeri problem. Pač se je rekel, no, jezik bo počasi prišel, nisem šel nikoli na noben tečaj, ne, mogoče sem bil vztrajen, ne, pa nisem hotel vzeti na tečaj, ne, čeprav bi lahko šel verjetno, pa bi bilo pametno, ne, ampak nekako mi ni kanal, da bi to naredil. Tako da se je potem pač začela ta karijera. Potem, ko v bistvu začneš to delati, jaz sem hodil na konference, moj moto je bil, ne, če grem na konferenco, je nočem plačati kotizacije, ne, ker predavatelji dobijo kot plačilo kotizacijo, ne. In če grem na konferenco, se prav moram predavati. Tako, ne. In sem se potem prijavil in sem predaval, ne, in seveda zdaj predavaš tiste svoje predavanje, tam si vedno prisoten, potem greš pa na druga predavanja, ne, in pač moraš poslušati, da se kaj naučiš, izveš kaj novega. Po eni strani seveda vidiš tudi konček sveta, čeprav zelo malo, ne. Ponavadi je to konferenčne dvorane, hotel, še kakšna zabava, ki je še kakšna druga, ampak zelo malo narave, razen če vzameš dopust, pa seveda potem si pogledaš. No, ampak s to poklicno potjo je povezano tudi letenje, ne, s to profesijo. Naredili ste pred malo več kot 10-12 leti, ste rekli, izpit za pilota. Odkje pa ta ideja? Izvira iz mladosti, ja, radijsko vodeni modeli. Jaz sem tudi aviončke vozil, ne, to je bilo tam še, spuščal sem prve avione, ki je bil še letališče v Mostah, ne. Sem se tudi prvič z realnim, s pravim avionom v življenju peljal Aero 3, nek stari jugoslovanski model, ne, aviona. V bistvu je bila tako ideja, ne, jaz sem videl, da veliko potujemo, ne, potem zanimalo me je letalstvo in takrat nekako so otroci so šli, včeraj so šli od doma, bilo je malo več denarja, ne, čisto po pravici povedati, ker ta stvar le nekaj stane, ne sicer ne vem kakšne grozne stvari, ne, nautika je bistveno dražja po mojem kot pa to, ne, ampak v bistvu pač prišlo je do tega, da sem šel potem v letalsko šolo, takrat so mi svetovali, da so rekli, veste, ne pričakujte, da boste zelo hitro naredili, ker sem bil že star, ne, 53 let, ne. So rekli, veste, vi ste že majčkeno okorel, ne, in bo to trajalo, ne, malo da, ne. Jaz sem rekel... To vas je še bolj počakalo. Ja, točno to, ne. In jaz sem zares potem prišel do izpita, bi lahko naredil v dobrih 4 mesecih, prišel do pilotske licence, potem pa nažalost na upravi za civilno letalstvo, ki se je takrat majčkeno drugače imenovala, niso imeli rokov za teoretični del izpita in ne moreš delati praktičnega izpita, dokler teorije pač ne položiš, ne, in sem pač moral čakati, ne. No, potem sem pač, tako da sem v 6 mesecih sem prišel do licence, bil sem prvi v letalski šoli, pri tem, da je bilo pred mano veliko mojih sošolcev, ki so veliko trenirali, ne, pa so potem šele za mano naredili, pa kakšni mogoče celo niso naredili, ne. Potem sem znal to združiti, ne, v bistvu kupil stare avione, to je cena avtomobila, enega avtomobila, to ne bi zdaj domislil, kaj je to grozno denarja, kako sem jaz bogat, ker imam svoj avion, ne. Moj avion trenutni, ki ga imam, je star 53 let. Pa še dela. Še dela, pa se upam peljati z njim, ne. Tako, ne. Skratka, zato, ker je vzdrževana, ne. Ampak hočem samo to reči, ne. Potem je prišla ta ideja, ne. Tudi k strankam sem letel, ne, recimo v tujino, pač izkoristil sem to priliko. Potem sem delal izpite, certifikacijo tudi za instrumentalno letenje, ki mi je bilo vedno izziv, ne, skratka letimo v mleku, ne, zunaj smo v oblaku, ne vidimo nič, gledamo samo inštrumente in po tistih inštrumentih se ravnamo. In to je bilo v bistvu na takih, bi rekel, bolj zahtevnih stvari, ne, ker moraš skozi imeti, bi rekel, to, gledati inštrumente in imeti mentalno sliko v glavi, kaj zdaj avion dela, kam letiš, kako letiš, ne.
No in tam sem se mogel veliko naučiti o meteorologiji in potem je meni to meteorologija mi je takrat v trenutku ratala simpatična, zanimiva. Vedno bi bilo, kako napovedati vreme, kaj pogledati, kakšno bo vreme na poti, ne? Ker od tega je bila odvisna moja varnost. Ne? Če letim zdaj v Nemčijo, moram prečkati Alpe, kakšno bo vreme nad Alpami, a znam jaz pogledati napovedi, a znam predvidevati, ali bo to v redu, ali ni varno, je varno. Skratka, ne? To so bile stvari, ki jih je bilo treba naučiti. In meni je to pač spet, ko pri drugih stvareh, spet sem se podglobil noter, ne, potunkal noter v to in sem pač naštudiral, zato sem tudi ratal potem predavatelj za meteorologijo. Pa dejansko, no bi rekel, sem imel priliko, ne, da sem skozi ta moja službena potovanja preletel celo Evropo, prekrižaral eden od verjetno malo, bi rekel, teh privatnih pilotov, da so toliko naredili z avionom, celo do Izraela, tudi tam sem na eni konferenci predaval, tako to je bila najdaljša pot, ne, 4 ure. Nad vodo leteti z enim samim motorjem, ki lahko odpove, od spodje pa morje, nič drugega, k sreči je bil junij mesec, ne, ki je bilo morje že toplo, če bi slučajno morali zaplavati, ne, in nekaj časa lahko plavali, ne, pa smo imeli tudi čoln sam. Ampak to so stvari, ki človeka pravzaprav po eni strani pritegnejo, ne. Mene je ta letalstvo vedno zanimalo, ne, kot modele, pa potem tudi malo simulatorje sem letel doma in tako naprej, ne. Po drugi strani se pa spet to skušal izkoristiti za to svojo poklicno kariero, ne. Zdaj ste se pa vrgli še v nekaj drugega, še v eno smer, malo bolj kulinarično. Tudi. Tudi v en hobi, ki je v bistvu že skorda, bi rekla, polprofesionalen, peka kruhov. Kako je s tem, kaj je s tem, koliko časa nazaj, od kje pa ta želja? Kulinarika je bila vedno moja, ne, jaz sem ponovadi večino, bi rekel, tako časa, pa večino kosil sem bolj jaz kuhar pri nas doma, pa ne, da žena ne kuha, Bog ne daj, ampak pač nekako tako sva si razdelila, bi rekel, ne, v zakonu te naše funkcije, ne, ki jih imamo, ki jih moramo odigrati. Zadeva pač tako, kuhati sem začel, kruh sem začel peči v kruhomatu, ne, tako. S tem se je začelo. Takrat so bili eni kruhomati prav poceni, smešno nizka cena in smo rekli, pa damo tisti, ne vem, zdaj mislim, da so bile cene, ne vem, 10-15 evrov, ne, to je res. Si rekel, ok, tudi če ne bom mi všeč, ne, bom pa kaj, tistih 15 evrov bom že nekako preživel, ne, da sem jih dal preč, ne. No in pa smo začeli s tem, ne, in potem nekako je sosed si je naredil na krušno peč, so mu postavili za pice, meni je bilo to tako všeč, sem jaz rekel, jaz moram tudi imeti, pa ne zato, ker je sosed fušija bila, ne, mislim, ni bilo fušija, ampak meni je bilo to veliko všeč, ker imam rad tudi pice kot pice, ne. No in pa sem to peč, ker tam ne stoji, ne, postavil sam in potem je pa šla prilika, da je gospod mi nekaj tukaj pri hiši delal in smo jedli za malco pice, ki sem jih spekel in je rekel, joj, naša mama peče pa kruh v krušni peči, ne. Joj, sem rekel, veste kaj, a bi vi lahko se zmenil z vašo mamo, da bi jaz prišel na tečaj peke kruha v krušni peči, ne, tako sem prišel. In me je gospa naučila in potem sem začel peči v krušni peči in pač zadeve so počasi ratvale zmeri bolj, ne, hodil sem veliko v Ameriko, tam so znani po teh kislem testu oziroma sourdough, ne, po teh kruhih. In pač tako je naneslo, ne, da sem začel zmeri bolj to jeti in potem sem ugotovil, da pravzaprav, nažalost takrat, ko sem jaz začenjal, ne, prvič, to je bilo leta 2007 s kislim testom, ni bilo več še dovolj informacij, niti na internetu nikogar ni bilo, ki bi ti kaj pomagal, da bi te za rokico pelil, ne, da bi ti povedal, glej, ta kruh je pa narobe s tem kruhom, je to pa to pa to pa to, ne, zakaj ti ni uspel, zakaj ni tak, kot si si ti želel. Zdaj je veliko bolj spopularizirano postalo, mislim, ja. Ja, no in pač tako sem začel in potem sem vse možne stranpoti obšel, ne, se pravi, na lastnih napakah sem se naučil največ, ne, potem se človek najde tudi kaj gradiva na internetu, na tega razmeri več in pač sem začel, pol me je to pač pritegnilo, bratelj je hobi, spet izziv, ne, ali sem sposoben narediti tak in tak kruh, ne. Za konče pa, ampak dodatek vsemu temu pa vredno še prenašanje znanja ali pa svojih izkušenj tudi na mlajše, na generacijo, ki prihaja za vami, kakorkoli, kako vi gledate na to, no pa mogoče imate kakšen tak nasvet za mlade, glede na to, da ste predavali že
iz različnih sfer, smeri prenašali svoje znanje na mlajše. Mogoče kakšna taka, kar se tiče karierne orientacije, bo ti kakšen tak nasvet mlajšim, kar bi se mogoče vam zdel zdaj v teh časih? Jaz, ko vem, ko sem bil mlad, sem bil glih tako, bi rekel, tako zagnan kot danes, ampak pa še bolj, In sem bil nesrečen, ker mi ni nekako ratvala, In je tudi pač iz teh mojih skokov iz enega področja na drugega, so bili vedno pač, so zahtevali nek čas, da se človek prilagodi, Pa sem bil po svojem mogoče, da je ne očakan, Po drugi strani, danes na stara leta, ljudje, zdaj me intervjujate tle, mislim, pa se nisem niti spomnil, danes bi, ne vem, nekdo od mladih bi dal ne vem kaj za to, da bi ga intervjuval, Pa ga noben noče intervjuvati, Zdaj, rekel, to je tisto, da je treba počakati, zoreti, stvar raste, To je tisto, ne graditi na komolčarstvu, graditi na svojem znanju, na poštenju, na biti človek z veliko besedo v vsakem pogledu, v družini prvo, pa potem seveda tudi v službi do sodelavcev, pač prenesti tisto svoje znanje, ne ga držati zase, ne se bati, zaradi tega, da če boš nekomu nekaj povedal, če boš sosedu nekaj pomagal v službi k sodelavcu, da je to narobe, da boš zaradi tega, ker manj vreden. Zdaj pa še res, čisto za konec, vedno se gleda naprej, tudi vaš moto je gledati naprej, nekako iz vsega tega dobim tak občutek. Mogoče vaši izzivi še za naprej, za prihodnost, zdajle, mogoče kaj se vam že kaj snuje, kaj po glavi, kakšne želje, kakšne smernice oblikujejo. Želja je velik, ampak druga stvar je, koliko človek lahko potem, ko si enkrat v penziji, finance, vemo, pri nas naše penzije niso glih take, da bi človek od veselja kričal. Po drugi strani, mogoče recimo tako fermentacija, pivo, recimo variti pivo, to mi je ena od takih stvari, ki bi jo rad poskusil, Pa se nekako zdaj takole na stran dajem ravno zaradi tega, ker se bojim, da me bo spet potegnil noter, dobesedno, to je prva stvar. Drugače, v bistvu bom rekel, niti nekakšnih takih stvari, ki bi jih, da bi imel kakšnih velike načrte. Se mi zdi, da pravzaprav je treba pač, tako bi rekel, gledati realno na sveta, Zdaj smo pač vedno starejši, bomo vedno ven, zmoremo fizično, tudi umsko, Nažalost, pač tem se je treba sprijazniti in ne razmišljati zdaj ne vem, kakšne načrte snovati, pa potem biti nezadovoljen, ampak jaz prav mogoče bojo se pojavile kakšne stvari, ki bodo prišle, take, da bodo zanimive, Jaz sem vedno v življenju poskušal slediti temu, če sem čutil, da imam nek dar, za karkoli, recimo tudi za petje. Sem 5 let šolo petje študiral, pa nikoli nisem se počutil dovolj dobro, čeprav sem naredil audicijo za opero, da bi šel v opero v službo. Ker enostavno sem rekel, tega pa nimam dovolj, to, da bi tisto resno naredil. Sej, lahko bi bil tam v službi, ampak jaz sem rekel, ne bi bil glas izza odra, tako se karikirano povedano. Skratka, če že hočem, sem čutil, da so ti, bi rekel, moji darovi, ali pa, bi rekel, ne ambicije, ampak dejansko sposobnosti, druge, da imam tam več možnosti, večji, da bom lažje uspel, bolj uspel. Saj nikoli človek ne ve naprej, kaj je tisto, kar se bo zgodilo. Pač itak skozi nekaj zidamo in gradimo. Tako da, tle, jaz bi rekel, ni nekih silnih načrtov. Zdaj je treba pač, bo rekel tako, urediti si življenje pa delati tiste stvari, ki jih rad počneš. Početi vse tisto, kar nismo mogli, ker nismo imeli časa, zato upokojenci nikoli nimamo časa več, ker nas zmeraj zmanjkuje časa, ker bi radi delali vse tisto, kar nismo imeli časa prej, pa bi radi zdaj nadoknadili malo v penziji. Drugače pa zares nič kakšnih takih velikih stvari. Kaj bo pa prinesla prihodnost, pa ne vem, to je pa, pustimo se presenetiti. Mogoče bo prišlo kakšna čisto nova stvar, nek nov izziv, ki me bo spet potegnil in bom z veseljem naprej to počel. Super, odlično. Mogoče še za konec, predvidljive in ustaljene tirnice v poklicnem življenju posameznika so danes komajda še prisotne.
Pojavile so se povsem individualizirane, ne le poklicne, ampak tudi življenjske poti. Za posameznika to pomeni, da se ne more več ravnati po vzorcih iz preteklosti. Postavljen je v položaj, ko mora biti sposoben neprekinjenega oziroma dejavnega ustvarjanja lastne kariere in življenjske zgodbe. Gospod Jože, hvala za sodelovanje, res in za deljenje te življenjske oziroma osebne izkušnje. Vam in vsem pa tudi želim veliko izzivov na svoji karierni poti, veliko uspehov in se vidimo prihodnjič.